Ves teden smo imeli neprekinjen tok poročil in neskončne komentarje o memorandumu o soglasju z Iranom. Nihče ni videl dokumenta, a vsi so lahko napovedali, da nas čaka katastrofa biblijskih razsežnosti. Stara zaveza, prava božja jeza. Ogenj in žvepla padajo z neba. Reke in morja vrejo. 40 let teme, potresi, vulkani, mrtvi vstajajo iz grobov, človeške žrtve, psi in mačke živijo skupaj. Množična histerija. Ja, vse to ustvari nepozaben filmski prizor. Trump-busteri so se zabavali. V Izraelu je rasla zaskrbljenost, da se Trump odmika od vseh svojih izjav v preteklem letu. Trump je kot škatla čokoladnih bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. In potem je bil dokument končno objavljen in podpisan v četrtek. Predpostavke so se srečale z resničnostjo. Torej, so bile napovedi napačne? Morda je biblijski obseg stvari malo pretiran, ampak niso se motili. Ali pa so se. Predsednik iranskega parlamenta je že izjavil, da ZDA ni mogoče zaupati in tam iranski prst še vedno ostaja na sprožilcu. In Trump, on je jasno povedal, da če Iran v tem 60-dnevnem obdobju prekrši eno samo določilo, jih bo bombardiral do konca. To je jezik, ki ga radi slišimo. Izrael se s temi okoliščinami očitno ne strinja. In izraelska vlada je jasno povedala, da ni podpisnica in da se ne bo zavezala pogojem, dokler Hezbolah še naprej krši premirje. Mnogi izražajo veliko razočaranje in ljudje imajo občutek, kot da nas je Trump nekako izdal. Raje se ne podajam na ta spoltski teren. Ne vem, ali je ta memorandum prava stvar in zagotovo nočem biti del množice, ki se utaplja v poceni, neupravičenem pesimizmu. Če odstranimo vso retoriko, je trenutna situacija nameren poskus prisiliti iranski režim, da dokaže svoje prave namene. Kot nas je naučila zgodovina, papir ni pomemben. Pomembno je, kako se dogovor spoštuje. In desetletja je Zahod dovoljeval terorističnim organizacijam, ki se predstavljajo kot vladni subjekti, da popolnoma zasmehujejo mednarodne sporazume, ne da bi bili kdaj odgovorni. Teheran deluje po načrtu. Preizkušali bodo našo odločnost. Videli bodo, s čim vse se lahko izmuznejo. In tukaj bi moral biti poudarek. Prava zgodba torej niso histerični naslovi ali dvomi komentatorjev. Kar je trenutno res pomembno je, kako se ta memorandum izvaja, kako strogo je režim zavezan svojim obveznostim in kako natančno bodo Združene države Amerike odgovorile prvič, ko bo Iran prekršil bo rdečo črto. In pri tem vidimo, da je Trump, tako v primeru Gaze kot Libanona, Združene države Amerike postavil na stran Izraela.